Z nami sta minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in poslanec Nove Slovenije, ki je predlagala izredno sejo komisije, Jožef Horvat. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Horvat, kako gledate na napoved ministra Poklukarja, da kljub sklepom komisije, da ministrstvo ponovi razpis, spremeni tehnično specifikacijo naročila, ne minister Poklukar pravi, najavljam podpis pogodbe za nakup helikopterjev? To je dejansko posmehovanje davkoplačevalcem strani ministra gospoda Poklukarja, tem davkoplačevalcem, ki so skupaj spravili več kot 32 milijonov. Kot ste že večkrat v tej hiši podrobno pojasnili, kakšne in katere so pripombe oziroma nestrinjanja stroke, ampak minister enostavno to povozi. Ampak opozicijska Nova Slovenija ima tukaj svoje poslanstvo, da v okviru Komisije za nadzor javnih financ poskuša zagotoviti transparentno porabo javnih sredstev. Kako naj vendarle zaupamo tej vladi, ki je do danes pravzaprav v proračunu države Republike Slovenije naredila več kot 1 milijardo primanjkljaja? In zdaj, če bi bil minister, ta pravi, da po domače rečem, če bi bil Jack, potem bi počakal, da svoje poročilo pripravi Računsko sodišče, k čemur smo danes na komisiji pozvali tudi z glasom socialnih demokratov, koalicijskega partnerja. In če bo Računsko sodišče reklo, da je ves ta postopek, ki teče v okviru javnega naročila, nabave helikopterjev, v redu, brez napak, potem bom jaz prvi, ki bo ministru čestital. Ker helikoptersko nujno medicinsko pomoč dejansko vendarle enkrat že potrebujemo. 22. januarja smo mi opozarjali na razpis iz prejšnjega leta in smo na nek način uspeli, bil zaustavljen. Gospod minister, kaj pravite na ta argument? Če bi bili, kot pravi gospod Horvat, Jack, bi počakali na revizijo Računskega sodišča? No, če bi bil gospod Horvat, Jack in Nova Slovenija, bi danes že imeli helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Saj so sedeli v vseh vladah od leta 1991 naprej desnih in te helikopterske nujne medicinske pomoči še danes ni. Jaz najavljam podpis pogodbe, nič več me ne zavizuje, da ne bi pogodbo podpisal, kajti še zadnje notranje revizija je bilo tisto zadnje dejanje, ki mi je jasno, sem prepričan, da je bilo v tem postopku vse v redu in seveda Slovenija bo dobila 2 namenska helikopterja, proizvajalca Leonardo, ki sta bi izbrana na odprtem javnem razpisu, izbrala jih je stroka in ne nazadnje govoriti tudi danes, da je stroka bila povožena, to enostavno ne drži. Večina pripomb stroke je bilo upoštevanih in seveda tudi danes je bila stroka tiho, ker jo ni bilo v državni zbor. Ne, gospod Poklukar, stroka danes ni prišla v državni zbor zaradi tega, ker pravi, da je že povedala svoje in sporočilo obeh krovnih organizacij, to je podpisano, lahko vam ga še enkrat sprintam podaji, pravijo, da so proti nakupu tega helikopterja, ker ne izpolnjuje zahtev, ki so v razpisu in pravijo, da se nočejo vmešavati v politiko, to je že treba biti korekten. No, še enkrat, stroka predvsem zdravstvena ni enotna. Moram pa še enkrat povedati, da bomo prišli do tega podpisa pogodbe v naslednjih dneh in seveda mene zavizuje zakon o javnem naročanju in seveda to bomo tudi naredili. To je škandalozno, da bo minister enostavno poteptal stroko, da bo poteptal parlamentarni nadzor. Saj dejansko že vidimo to obnašanje svobode, ki bi najrajši demokracijo kar uničila, kar ukinila. In stroka je res je, da danes ni bilo nekaterih povabljenih na sejo, so pa dali svoje pisno mnenje, ki je izjemno obremenjujoče za gospoda ministra in za ministrstvo in za vlado. In minister se je parkrat ujel v tem času, v tem procesu v lastno past. Ko je govoril, vse je zakonito, potem pridejo ven posnetki iz pogovora med policijo in ne vem kom še, kjer se favorizira Leonardo. Potem minister pravi, no ja, bom pa odredil interno revizijo. Kar pomeni, najprej pravi, vse je zakonito, potem pa interna revizija. Čemu interna revizija? In kaj je interna revizija? Lepo prosim, gospod minister. Interna revizija je tako, kot da bi vi lisici zaupali, da šteje vaše kokoši v vašem kokošnjaku. Ampak Računsko sodišče, ki je ustavna institucija, počakajte, da oni dajo svoje poročilo.
kljub temu, da ste ji v proračunu vzeli skoraj 4 milijone, ampak in tudi pri plačah jih močno uskubli, pri plačni reformi, ne, bodite zdaj res korektni do slovenskih davkoplačevalcev, da počakate, kakšne bodo ugotovitve računskega sodišča in potem pojdite, če bo vse ok, pojdite v podpis. Kot rečeno, jaz bom prvi, ki vam bo tukaj čestital. In še nekaj, ne, zdaj bomo podjetju Leonardo dali 32 milijonov denarja, ogromno denarja. In pred kratkim je bila tukaj... No, to ne drži, gospod Horvat, vi to dobro veste. Čakajte, da dokončam. Ne, lejte, ste si vzel svoj čas, vi očitno ne vodite vdajo tako, kot bi jo moral, kajte gospod Horvat enostavno ne dovoli do besede. Jaz še enkrat zelo jasno povem, gospod Horvat, da je Nova Slovenija tista, ki jemlje besedo, mikrofon ugaša, tako da kar še teh vaših političnih praks tiče. To boste večkrat doživeli, ker se ne znate obnašati kot gost v državnem zboru. Vam ulika ne štima. Vam ulika dobro ne deluje. Druga zadeva je ta, da bomo podpisali pogodbo z proizvajalcem Leonardo, da nas nič več ne ovira pri temu nakupu in ne nazadnje, ukolikor se bo pokazalo kakršnokoli kaznivo dejanje. Jaz sem seveda tudi pozival vse, da prijavijo tako policiji, KPK-ju, kot seveda računskemu sodišču, ne nazadnje tudi tožilstvu. Ja, seveda, vsekakor v pogodbi protikorupcijska klavzula, ukolikor jo bo potrebno aktivirati, jo bomo aktivirali. Kaj boste s protikorupcijsko klauzulo, ko ne bo reševalec mogel izvajati recimo intubacije, zaradi tega, ker oprema ni ustrezna, ker helikopter ni ustrezen. In še to povejte, ne? Kako zdaj vi favorizirate firmo Leonardo, ki dobavlja orožje Izraelu, slovenska vlada pa praktično se vsak dan polna usta, ki je kontra protiizraelske politike, zdaj pa prav temu proizvajalcu nesete 32 milijonov. Gospod minister, kdaj bo ta helikopter prvič na intervenciji? To povejte javnosti. Gospod Horvat, vi dobro veste, da je ta helikopter civilni helikopter, da ni vojaški helikopter. Gospod Horvat, vi dobro veste, da helikopter Leonardo, tako kot helikopter Airbus ustreza vsem standardom za reševanje. In ne nazadnje, danes je vaš poslanec Reberšek jasno povedal, da si želite helikopter Airbus, ne nazadnje verjamem, da si želite privatni helikopter Airbus. To je še zadnjo dejanje pri privatizaciji helikopterske nujne medicinske pomoči, za katero vi zelo ne veste in jo ne bo. Helikopterska nujna pomoč bo v Sloveniji javna storitev, bo del javnega zdravstva in seveda dva namenska helikopterja sta tisto prvo, kar bodo seveda v helikopterski nujni medicinski pomoči reševalci in pa seveda piloti dobili, tako da bodo pravzaprav lahko reševali življenje ne za transportnim helikopterjem in tako kot je danes z nekoliko improvizacije, pa tudi danes deluje mimogrede, ampak z res namenskim helikopterjem, ki je ustrezen za reševanje in če ga imajo države, kot so Italija, Švedska, Norveška, Velika Britanija, ZDA in ne nazadnje tudi Avstralija, ja potem bo ta helikopter dober tudi za našega pacienta. Ja, naša reševalna stroka pravi, da ni dober. Ko govorite o privatizaciji, najbrž nekako to ocenjujete skozi lastno optiko, po metodi lastne kože nas na nek način obtožujete. Privatizacija je lastna bolj tej vladi, od privatizacije policije in tako naprej se te zgodbe poznava. Tako da, prosim, ne za Novo Slovenijo. To, kar je delala policija v vašem mandatu prejšnje vlade, Nova Slovenija izvaja izključni parlamentarni nadzor nad porabo javnega denarja. To je naše poslanstvo, to je naša dolžnost. Tu nismo zato, da kogarkoli zafrkavamo, tu smo zato, da branimo slovenske davkoplačevalce, ker še enkrat, v teh mesecih, malo več kot pol leta, ste navrtali v državnem proračunu luknjo, ki je večja kot 1 milijarda. In kdo vam zdaj zaupa? Ko ste vi delili helikopterski denar v prejšnjem mandatu, ste navrtili tako luknjo, da je ta vlada imela skoraj cel mandat težave, da to luknjo pokrpa. No, zdaj, ko se pogovarjamo o pa zares namenskih reševalnih helikopterjih, delate vi popoln teater in ne nazadnje navijate za proizvajalca Airbus. To je bilo danes na Komisiji za nadzor javnih financ jasno izraženo strani
strani gospoda Reberška, vašega poslanca. In še eno je jasno, želite si pravzaprav, da ne podpišemo te pogodbe, ker se želite privatnega izvajalca te storitve in brez skrbi tega ne bo. Jaz bom podpisal, oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve bomo to pogodbo podpisali in Slovenija bo dobila 2 namenska reševalna helikopterja. Kdaj bo ta helikopter lahko, oziroma kdaj bo sposoben, da bo prvi šel na reševalno intervencijo? In še nekaj, pravite, da smo delili helikopterski denar. V prejšnji vladi, ko smo reševali pandemijo, strovito pandemijo COVID, smo z zakoni sprejemali rešitve, takšne rešitve z zakoni, da smo gospodarstvo ohranjali gledano v Evropski uniji v najboljši kondiciji. Drži? Drži. Glejte, gospod Horvat, to zdaj pogrevate rezultate, ki jih ni bilo. Še enkrat povem, vlada dr. Roberta Goloba je stabilna vlada, dela dobro in ne nazadnje tudi rezultat te nabave teh 2 helikopterjev je pravzaprav rezultat dobrega dela te vlade in ne nazadnje tu v vaši prvi vladi ste naredili helikoptersko medicinsko pomoč, ki je delovala 1 mesec, potem ste jo ukinili in potem jo niste nikoli več postavili. In ne nazadnje tudi gospod Hojs, vaš nekdanji podpredsednik, danes predsednik neke druge stranke, se je z vašim predsednikom, dosedanjim gospodom Toninom, prek Twitterja zabaval, ali gre to za neke cekine in zakaj. Tukaj zdaj govorite, res nima nikjer mesta, najmanj pa na tej medijski hiši, ampak nekaj je pa zelo pomembno, gospod minister, tukaj se boste pa strinjali. Sklep, da naj ta postopek nabave pregleda Računsko sodišče, je podprl tudi celo vodja poslanske skupine Socialnih demokratov, vaše koalicijske partnerice. Kar pomeni, da v tem nekem gradu, kjer kraljuje sončni kralj, le ni vse v najlepšem redu. Ali? No, večji sončni kralj, kot je bil v vašem mandatu prejšnje vlade, ga ni v tej državi. Ne pa vseeno povem, da sem tudi jaz podprl, da so vsi nadzorni mehanizmi, tako vi, gospod Horvat, kot da tudi Računsko sodišče na Ministrstvu za notranje zadeve vedno dobrodošli. Boste počakali rezultate Računskega sodišča? Ne, mi bomo podpisali pogodbo, kolikor bo karkoli narobe, bomo aktivirali protikorupcijsko klavzulo. Kdaj boste podpisali, minister, že veste? Danes smo se že pogovarjali z italijanskimi kolegi iz podjetja Leonardo, usklajujemo termin in verjamem, da bomo to naredili čim prej. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala za povabilo.